Pozdravljeni! Nekaj časa se nismo videli, moje ime je Martin Zore in sem fizioterapevt v medicinskem centru Artros Reha. V sklopu projekta Teniško aktivni vam bomo danes pokazali vaje za tako imenovano skakalčevo koleno oziroma, kot ga strokovno poimenujemo, tudi patelarna tendinopatija. Pri tenisačih je ta poškodba zelo izrazita, predvsem zaradi pogostih poskokov, hitrih in nenadnih sprememb smeri in pa hitrih zaustavljanj ali pa pospeševanj. Pred pričetkom zdravljenja je pomembna ustrezna diagnoza, kar opravi zdravnik specialist, ortoped oziroma fiziater. Nato pa so napoteni pacienti na fizioterapijo, kjer opravimo lahko oceno mišične moči in preverimo razdraženost tkiv. Danes se bomo fokusirali predvsem na prvo fazo rehabilitacije, se pravi vaje, s katerimi hočemo predvsem umiriti bolečino, pospešiti regeneracijo in doseči ustrezno aktivacijo mišic. Namen prve vaje je pridobiti dober izteg kolena in dobro aktivacijo mišice kvadriceps. Da dosežemo to, probamo prvo koleno pritisniti v podlago, tako da se peta dvigne od podlage, prste zategnemo nazaj in počasi dvignemo nogo gor in dol. Naslednja vaja je zelo podobna kot prva vaja, se pravi, noga je iztegnjena, kvadriceps napnemo, prsti so zategnjeni nazaj. Zelo je pomembno, da bok obrnemo dovolj naprej, stisnemo trebušne mišice in pa da je noga v poravnavi s hrbtenico. Nato nogo dvignemo gor in dol. Naslednja vaja je namenjena krepitvi mišic zadnje lože stegna in pa mišic zadnjice. Zato prekrižamo roke, stisnemo trebušne mišice in nato počasi dvignemo medenico gor in navzdol. Zelo je pomembno, da ko izvajamo to vajo, ves čas stopala vlečemo nazaj, kot da se hočemo s telesom poriniti proti stopalom. Počasi dvignemo zadnjico in se spustimo nazaj dol. Mišice okoli kolena kontrolirajo samo to, koliko je koleno pokrčeno ali iztegnjeno. Kaj pa se s kolenom dogaja, ko je stopalo na tleh, pa se dogaja predvsem na stopalu ali pa v kolčnem sklepu. Se pravi to ali to. Temu rečemo valgus ali varus kolena. Zato hočemo krepiti tudi mišice bočnega sklepa oziroma kolčnega sklepa, kar ponavadi lahko naredimo. Če je koleno zelo razdraženo, vedno to vajo delamo z iztegnjenimi koleni. Vaja je podobna, kot smo se naučili prej, se pravi, aktiviramo mišice štiriglave stegenske mišice in postavimo se v širino bokov. Nato se lahko počasi začnemo odrivati v stran. Se pravi, zadnje noge se odrinemo in dostopimo počasi skupaj. Enako v drugo smer. Naslednja vaja je najpomembnejša vaja, ko se gre za patelarno tendinopatijo. In sicer s to vajo hočemo krepiti prednjo stegensko mišico in pa počasi navajati ligament pogačice na obremenitev. Zato je pomembno, da je obremenitev dolga, se pravi, da je čas tetive pod obremenitvijo daljši in pa da je manjše število ponovitev. V tem primeru bomo naredili 3 ponovitve, držali bomo 20 sekund, med posameznimi ponovitvami pa bomo počivali 10 sekund. To predstavlja eno serijo. Lahko naredimo od 3 do 5 serij, odvisno od stanja razdraženosti tetive. Težavnost vaje lahko stopnjujemo z odmikom stopal stran od stene. Bolj je koleno razdraženo, bolj moramo stopalo biti odmaknjeni od stene, se pravi, da so kolena nad gležnji. Sčasoma, ko se izboljša mišična moč in ko se bolečina v kolenu umiri, lahko začnemo vajo izvajati tako, da stopala premaknemo bliže k steni, tako da grejo kolena tudi do prstov stopal. Za danes smo končali. V primeru večjih težav pa lahko kontaktirate medicinski center Artros Reha, kjer vam bomo pomagali tudi z drugimi fizioterapevtskimi postopki
in vam pomagali pri izbiri vaj in usmeritvi med rehabilitacijo.